Dobrodošli na glavnem, to je gala dogodek ob koncu praznovanja 20-letnice založbe Beletrina. Vem, da niste vedeli, da ste se znašli na največjem žuru, ampak tako to je. Dobrodošli in predvsem dobrodošli Goran Vojnović. Hvala. Napisal si zelo, zelo lepo knjigo. Hvala. Ampak jaz sem mislila začeti ta pogovor s tem, vem, da Gorana vsi poznamo in vemo, kaj dela, ampak vseeno sem si zaželela iti malo čez njegovo kronologijo, ker se mi zdi, delovno seveda, ker se mi zdi fascinantna. Goran, ti si začel s tem, da si leta 1998 v samo založbi izdal pesniško zbirko Lep je ta svet. A to bova začela. Tako sem mislila pokomentirati, to so edine pesmi, ki si jih napisal oziroma objavil. Ja, to je srednješolska poezija. Takrat so hormoni delali in so nekako našli pot ven v obliki poezije. Glede na to, da vmes sem jaz ugotovil, kaj naj bi poezija bila, zdaj zelo težko to karakteriziram kot resna poezija, ampak ima to neko formo, ima neke verze, rime. Tako da ja, uradno je to pesniška zbirka in uradno naj bi bil jaz pesnik, čeprav moram reči, da od takrat pa do danes razen neki čestitk pa posvetil v bistvu, ki so bili mogoče v verzih, se s poezijo res nisem ukvarjal. V redu. Potem so sledili kratki filmi. Fužine zakon, sezona 1991, Moj sin seksualni manjak, Kitajci prihajajo in seveda Srečno pot Nedin, zato si dobil tudi nagrado Srce Sarajeva. Ja, v bistvu film je dobil nagrado Srce Sarajeva. Jaz sem prispeval zgodbo, po kateri so potem z Markom Šantičem, ki je tudi potem film režiral, napisala scenarij. In to je bil v bistvu en tak prvi nekak film ali pa izdelek, pri katerem sem sodeloval, ki je pač nekako pustil neko sled, saj tako se je meni takrat zdel. Dejansko se pač takrat v Sarajevu je dobil to nagrado in potem v bistvu dve nagradi, skratka najboljši film festivala Srce Sarajeva in nagrado, ki zdaj niti ne vem, kako se ji reče, ampak tisto, ki te nominira potem za nagrado Evropske filmske akademije in vem, da smo bili potem na tisti podelitvi skupaj z Mike Liam in Bela Taram, s tem, da je pač Marko, ker je pač on prevzel nagrado, sedel z njimi za isto mizo, mi smo pa v spodaj pil. Tako da sem pa videl, da ta rang lestvica je zelo jasno postavljena, režiser, scenarist in tako naprej. A si spoznal Marka Lija ali pa Bela Tarja? Sem spil preveč, tako da sem jo uspel malo nadlegovati. Bela Tar ni bil preveč navdušen, medtem ko Mike Lee bil pa zelo prijazen in je celo najprej, ko sem ga ustavil, pa se rekel, če ima še na svet za mlade filmarje, je rekel, da mora lulati. Ampak se je potem dejansko vrnil in vprašal, kaj bi želel in ko sem mu rekel, če ima na svet, je rekel, je nekaj časa je pomislil, na kar rekel, no compromises. In to se meni zdaj, mislim, ja, seveda, mislim, v naši realnosti, kjer v bistvu je vse, kar delaš, nek kompromis, se rekel, ja, to je res dober na svet, mislim, ker ja, valjda, če si Mike Lee, ti ni treba delati kompromisov, če si pa pač nekdo, ki končuje AGRFT in razmišlja, da bo mogoče kdaj snemal film, pa to seveda se ne sliši glih realno, ampak sem potem ugotovil zdaj, da je imel prav, in da večino kompromisov, ki sem jih sprejel, sem kasneje obžaloval, in da sem se mogel v bistvu naučiti, kako jih ne sprejemati, oziroma kako se jim izogibati, oziroma kako jih sprejemati čim manj, če že moram. Skratka, da to je neko vodilo. Ker jaz sem pač kot človek, v bistvu človek kompromisov. To je moj karakter, verjetno. Mislim, da sem nagnjen kompromisom, popuščanjem. Kot ustvarjalec pa v bistvu si tega ne bi dovolil. Čeprav je filmsko ustvarjanje tako, da je vedno nek dialog so ustvarjalci in vedno na konci nek kompromis. Predvsem z igralci, ki znajo biti zelo v svoji glavi. Do tega še pridava. Verjamem. Da ne poveš vsega na začetku. Potem seveda sledi fantastičen prvenc Čefurje Raus. Nagrada Prešernovega sklada, Kresni, gledališka predstava, film, za katerega si napisal scenarij in režijo.
in dobil tudi nagrado za film. Potem so išle tvoje kolumne v zbirki Kodžimićev Sreča Fidela Castra, potem pride film Piran Piranov, za katerega si tudi napisal scenarij in ga režiral in dobil 3 vesne na festivalu slovenskega filma. In v Parizu, se pravi v mednarodnih vodah. 2011 sledi Jugoslavija, moja dežela. 2015 predstava SNG Drama. Vmes si pisal in še vedno pišeš kolumne za Dnevnik Objektiv in zdaj je prišel tvoj 3. roman z lepim naslovom Figa. Figa se še vedno giba v tem tvojem svetu, tebe zelo označuje z Jugoslavijo, z Balkanom, se dogaja v teh nekdanjih državah, plus Egipt, ni samo Slovenija, Hrvaška in Bosna. Nepriznana Jugoslovanska republika. To bojiš mogoče še hude boje, da osvojimo Egipt. Začne se pa leta 1955. Ne bova takoj štartala, da vam poveva, o čem vse Figa je, ampak začne se leta 1955. In meni se je zdelo fajn za začetek prebrati en kratek odlomek iz Fige, ki se mi zdi, ni edini, je pa zelo veliko pove o knjigi, po mojem občutku, pa tudi zelo všeč mi je. Tako da sem ti ga označila. A veš, da ni slik z njune poroke? Nobenih slik nimata iz časov, ko sta bila mlada. Nobenih slik, ko so bili z Majo majhni, s počitnic z rosnodnevnih zabav. Nič. Imata slike za osebne izkaznice. Prve slike, na katerih sta oba, so z najine poroke. Predtem pa nič. Njuna zgodba ni ovekovečena. Poznamo jo le takšno, kakršno sta nam sama povedala, kot v knjigah. Nihče drug ne more povedati njune zgodbe drugače, kot sta jo sama želela povedati. A ni to lepo? Pravlično. Ostale so samo slike, ki smo si jih mi ustvarili v svojih glavah ob njunem pripovedovanju. Sklonil sem se pod detkovo posteljo in pobral stavo prazno rjavo stekleničko. Prepoznal sem jo. V njej so bile nekoč modro-bele kapsule, babičina zdravila za zniževanje pritiska. Pomislil sem, da je steklenička ležala tam vse od njene smrti, da se je tudi ona kot mnoge druge drobnarije valjala po kotih detkove hiše in se neopažena prašila. A prahu na njej ni bilo, kar je pomenilo, da je ležala tam spodaj še letan, največ 2. Poglej, sploh nimata nobenih fotografij, na katerih sta skupaj. Tu je dedek na neki konferenci, tu je s svojimi sodelavci. Tu je babica s sestro, kako lepi sta bili, a ne? Tu je dedek na sindikalnem izletu na Plitvicah. Spomnim se, da je pripovedoval o tem, kako so direktorja zjutraj našli golega v jezeru, na pol mrtvega. Tu so najine slike iz šole, poglejte frizure. Danes, ko vse slikamo in snemamo, ko vse beležimo, bodo lahko vsi govorili naše zgodbe. Vsi bodo mislili, da jih lahko govorijo in na koncu se bodo zgodbe, ki jih bomo sami pripovedovali o sebi, izgubljale med množico drugih. Ne bo več zgodb spisanih po spominu, romantičnih zgodb, prekrojenih po naši lastni volji in potrebi. Zaoptak, mislim. Zaoptak, ja. Zgodba o babici in dedku, babica je Jana in dedek je Aleksandr, s katero se Figa začne, je zelo lepa zgodba in se vleče čez Figo do konca in sta pravzaprav, vsaj v mojih očeh, čeprav se zdi, da je pripovedovalec nekdo drug, nekako protagonista, najpomembnejša od teh junakov, ki se v knjigi pojavljajo. Koliko tega, kar si uporabil v babici in dedku, je kakorkoli recimo avtobiografsko tvojega? Pa rekel bi precej. Daleč od tega, da sta lika, ki sta noter, moja babica pa dedek. Mislim, da lika, tako kot sta skrojirana, sta precej daleč od tega, kar sta bila moja babica. Dedek je pa seveda so neke avtobiografske elementi, ki so resnični. Tudi ona dva sta v 50-ih iz Bosne prišla v Istro, pač tu v zgodbi nista prišla iz Bosne, ampak sta prišla živeti v Istro. Potem sta tu nekako živela do svoje smrti
v svetu, ki se je pač ves čas spreminjal, ne, na koncu končala kot skoraj da kot tujca, recimo, ne, v tem svetu, ki je postal Hrvaška, medtem ko sta se pač ona dva ukvarjala s svojim lastnim izginevanjem. Ne. Moja babica namreč je tako kot lik babice v knjigi to trpela za demenco in to v bistvu nekako kar pusti eno sled v človeku, ta izkušnja. Mislim, to je nekako sicer to sprejmeš, ampak in sploh se ne zavedaš, koliko je v bistvu boleče, ne, ko to traja, ne, mislim, sploh če si, mislim, ti že zate kot za vnuka in se šele potem naknadno ugotoviš, koliko mora biti to boleče za, ne vem, za mojega detka ali pa za mojo mamo ali pa teto, ker to paziš nekako z distancem, to se počasi spreminja in pa to izginevanje gre počasi in enostavno ta bolečina kot tako počasi narašča, da se ti zdi, da je v bistvu ni, da se navadiš živeti z njo, da se navadiš živeti s tem izginevanjem in to je tisto, kar je najbolj grozno, ne. Medtem, če si pa skozi tem človekom, se mi zdi, ne, in to sem nekako probal zapisati v tej knjigi, pa se ne moreš navaditi, ne, to se mi zdi, da v bistvu, koliko poskušaš najti neke obrambne mehanizme, ampak jih ne moreš, ne, v bistvu dojeti, da ta človek, ki odhaja, ne, evidentno, ne, kljub zdravemu telesu, ali vsaj toliko zdravemu telesu odhaja, v bistvu ni več tisti človek, ki si ga imel, s katerim si se poročil in živel, ne, da te besede, ki jih izgovarja, niso besede človeka, ki te ima rad, da kako v bistvu vseč, da te besede ne prizadanejo, to je v bistvu, vsaj v mojem izkušnjem, mislim, nemogoče, ne, če si tako oddaljen, če prihajaš tja na obisk, se to še da, ne, če pa si neprestano v tem človeku, je pa to seveda nekaj nemogočega. To se mi je zdelo, da pač nekako tisto, kar je mogoče v tej zgodbi najbolj avtobiografsko. Te vse druge stvari, seveda spet obstaja tudi figa, ki je na dvorišču pred hišo, v kateri sta moja babica pa dedek živela in ki nekako nastopal tudi v tem romanu, čeprav je postavljena kakšnih 100 kilometrov stran. In mnoge druge neke usporednice z resničnim življenjem, ampak mislim, ta izkušnja tega odhajanja in na koncu popolnega odhoda, ne, ko v bistvu ta človek niti ne prepozna več in ko ga v bistvu skoraj da ni več v tistem telesu. To se mi zdi, da je nekako najbolj doživeta izkušnja moja lastna, ki je potem prenešena v roman. A si se pogovarjal s družino, recimo o tem, preden si začel pisati, ali pa ko si pisal, ali si zgolj ta delček vzel iz tega, kako se ti spomniš? Pa mislim, da smo se mi skozi leta veliko pogovarjali o tem, ne, nekako o tej svojem dojemanju tega. Mislim, da pač to je bila nekako tema, ki je prisotna, ne, pač to je trajalo in mogoče še najmanj nekako sem se uspel pogovarjati o tem z dedkom, čeprav tudi ves čas te stvari debatiral, ampak mislim, da vse nekako te zaznamujejo, ne, pač dostikrat poskušaš to pripovedovati v bistvu kot se spuščaš na zabaven način, ne. Pač, ker so z distanco uspe biti marsikatera situacija zelo zabavna, ne. In potem se nekako kot v bistvu malo tolažiš s tem, da vse to vržeš na šalo, ne, in neko skoraj grotesko včasih, ne. Se spomnim v bistvu, da v enem trenutku, ko je moja babica bolela in ona bila celo življenje v bistvu zelo ljubiteljica krem, ne, karkoli je bilo treba z nečem namazati, ne. En trenutek je pač bolela, ker je imela zlomljen kolk in odprto rano in potem sem stopil ven iz tiste sobe, ne, in pač čez 3 minute nazaj se je predstavil kot doktor in jo potolažil, ne. In dejansko je delovalo, ne, mislim, karkoli je bilo grozno, ampak v tistem trenutku ona verjela, da sem jaz zdravnik in da je vse v redu in da bo vse v redu, ampak to si se lahko delal, če si imel malo distance, ne. Tega moj dedek seveda ni mogel delati, ne. On je pač zgubil živce in potem je tulil, da pač je njena mama že mrtva in da jo ne sprašuje o njeni mami, ker je umrla leta ne vem kjerga in tako naprej, mislim, in težko je imel to distanco, da bi si malo pomagal, ne,
ker če pa nimaš, je pa to v bistvu dejansko boleče. To si predstavljam tudi, ker jaz nisem nikogar imela v družini, ko sem brala tvojo knjigo, kako je to zelo lahko kako je to težko, kako gre tudi dedek čez vse te faze, ko obupa, ko je sprot dela, ne vem, jo označuje stvari in vendar se zgodi tudi nek trenutek sprave, ker tisto leto, ko je šel on v Egipt in to ni bilo všeč, pa se je vendar preselila v Ljubljano in zaživela čisto drugo samostojno življenje, tega se ne spomnim več. In takrat se mi zdi, da je nek mini trenutek sprave med njima, da tisto edino, kar jo je bolelo, oba, njega v Egiptu in jo v Ljubljani, kamor se je preselila izboj, je pa, a ni tak spravljiv trenutek? Ja, nekako ko imaš občutek, da si nečesa oropan, pol vse v enem trenutku te potolaži, da no, pa nekaj dobrega pa tudi je v tem. Ne najdeš neko bilko, za katero se boš oprijel, medtem, ko se otapljaš. Ne, mislim. To je pač neka, bi rekel, prisiljena sprava. Ne, v bistvu optimist. Ja, mislim, pač nek optimističen pogled na svet, da je pač možno najti vedno nekaj pozitivnega. Ne? In v tem svetu, v tistem trenutku mu seveda odleže, ne? Ko je to, kar njega boli, v bistvu pozabljeno. Tudi to, ne? Ta njegov greh, ki je seveda ga on, ki ni tako zelo velik greh, kot ga on doživlja kot greh, ker pač nekako povezuje vse, kar se je njej naprej zgodilo s tem svojim odhodom, je tudi pozabljen. In so ugotovili, da pač pozabljene so grde in lepe stvari. Ne. Tako kot je v ljubezni vse nekako in lepo in grdo, ne, tako je tudi v pozabi potem izgineva in lepo in grdo. Ne. In v tem se mu zdi neki pravičnosti, se mi zdi, no. V tem nepravičnem odhajanju. Ne. Kakšen poseben razlog, da se roman začne leta 1955? To se mi je zdelo čisto zgodovinsko, je pač takrat v tistih letih, saj mislim, da moja babica v sta celo prej prišla, ne 55, ampak nekako takrat so se pač vrstili te prihodi v ta svet, ki je postal del Jugoslavije, ne, v to Istro, ne, ki je bilo treba, odkudar je ogromno ljudi odšlo, ne, in kjer je treba bilo ustvariti nov svet. Ne. To je ta Istra, ki je na nek način prostor, kjer se zgodovina nalaga tako kot usedline v zemlji. Ne. Vsako obdobje pusti eno plast in potem na tej plasti zraste nekaj novega, ne. Se naloži nekaj novega. Ne. To je nekaj, kar je pač res v tej Istri izjemnega, hkrati tragičnega, pa hkrati tudi seveda lepega, ker pač so noben prostor, noben trg nima ene same zgodbe, ampak vedno govori več zgodb. Ne? In tako nekako se mi zdelo pač leto 55, ne, da začnemo že po nekem odhodu, po koncu nekega sveta, ne? Da se v bistvu hkrati pa seveda zavedanje, da se v bistvu zgodba s tem samo nadaljuje, ne? Da se resnično ne začne, da se ta zgodba začne tam, kjer je veliko zgodb se končalo. Ne? Skratka, da to ni začetek zgodovine, ne? To je samo neko nadaljevanje. Figo, v bistvu prepletam zgodbe večjih ljudi, omenili smo že babica in detko, potem njunih hčera in bolj in recimo družinskega življenja, ne, se pravi, imata dve hčeri, ena je poročena s Safetom, ki je z Bosne, druga je poročena Maja s Slovencem, tudi živita v Ljubljani. In potem je pravzaprav na nek način glavni pripovedovalec Jadran, sin od Vesne. In se mi zdi, da to najprej me je begalo, potem sem se rekla, ni treba, da me bega, ker vse tako zelo lepo, gladko, s pravo mero teče. Ne vem, ali to, kar Jadran pripoveduje, so njegovi spomini, ali se je res zgodilo. On je tisti, ne, ki vodi zgodbo in jo prepleta tudi svojo zgodbo. Se pravi, gre za pare in družine čez več časovnih obdobij. Ne. Zato se mi je zdelo fajn prebrati ta začetek, ker govori točno o tem. Ni fotografij,
samo verjamemo njunim, samo spomnimo se njunih zgodb in naših doživljenj ob tem, ne. Ja, mislim, meni se zdi, da naš spomin so v bistvu dostikrat zgodbe, ki smo jih nekako spletli iz lastnih doživetij, ne. Da se dostikrat v bistvu ne spomnimo resničnega dogajanja, ampak zgodbo, kakor smo jo o tem dogajanju sami sestavili in potem pripovedovali, ne. Včasih imamo, recimo, spomin je tako dejansko nezanesljiv in jaz, recimo, dostikrat omenim primer, jaz imam v glavi recimo, temu traumatičen dogodek, eno prometno nesrečo, ko je avto v naselju izbil enega fanta in sem jaz šel, mislim, da ravno v trgovino ali kam, v glavnem sem videl ga ležati mrtvega, oziroma so ga odpeljali, to naknadno zvedeli, da je dejansko umrl. In jaz imam v glavi do danes v bistvu dve paralelni zgodbi, za kateri ne vem. Obe sta popolnoma prepričljivi, nemogoče pa je, da bi bili obe resnični, ne? Ker pač samo ena se lahko zgodila. V eni gremo mi in ta družba iskati starše, trkati na vrata in jih obveščati, da se je zgodila nesreča, v drugi stojimo tam in čakamo in prihajajo starši, ki jih je nekdo že poklical, ne. In to ostaja v moji glavi, enako prepričljivi sta obe zgodbi, ne, ker je pač to neka travmatična izkušnja, ki pač nekako je pustila tako močen pečat, ne, in da je nemogoče razločiti, kaj od tega je bilo res, da jaz lahko domnevam, ne, pač da malo nelogično, da bi mi šli trkati na vrata, ampak tako naprej, ne, ampak to je spomin, ne, in iz nekih slik, ki nam ostanejo, potem, tako kot film nekako sestavlja slike v neko logično zaporedje, včasih bolj, včasih manj logično, tako tudi človek v bistvu iz svojih slik, ki jih ima v glavi, splete neko zgodbo, ne, in včasih ključne slike, ki bi sestavile pravo zgodbo, ki se je zgodila, manjkajo, ne, in jih seveda nadomestimo, ne. Tako pač spomin deluje, ne, razen pri tistih mogoče redkih, ki imajo nek tako natančen spomin, da se res vsega spomnijo, točno tako, kot je bilo, ne, ampak se usedete, ne vem, s prijatelji, pa se poskušate spomniti enega dogodka, ki ste ga vsi doživeli, ki ste bili skupaj, pa ste seveda ugotovili, da se vsak od vas spomni tega drugače in lahko se na mrtvo skregate, ampak ne boste ugotovili, kaj se je zares zgodilo. Ker je vsak od vas popolnoma prepričan, da je njegova verzija pravilna, ker se jo seveda spomne, živo se spomne. A si imel kakršnokoli dilemo, ker ti prepletaš različna časovna obdobja, to ni kronološki roman, zgodba o babici in dedku, potem o hčerah, potem o sinu Jadranu, ampak vse to prepletaš, ker tudi hkrati bivajo te tvoji protagonisti. Je bila kakršnakoli dilema o tem? Mislim, struktura nastaja v bistvu dolg časa. Mislim, jaz ne vem, mogoče to tudi na podlagi filma, ker se mi zdi montaža blazno pomembna in pač filmarjem je montaža kot zelo pomemben element ustvarjanja filmskega dela samoumevna, kot da je to nekaj, čemu se pač posvetiš, ne, kjer je v bistvu možnosti nešteto, kjer v bistvu film šele dokončno nastane. Se mi zdi v literaturi, da včasih vidiš, da se mogoče kdo ni ukvarjal toliko zelo z montažo svojih zgodb, ne. Ampak meni že pri prejšnjem romanu, mislim, sem kar dolgo iskal neko pravo zaporedje, prav način, ne, pa je bilo mogoče dosti bolj enostavno, ker sem prepletal zgoraj dve časovni obdobji, ne. Tu je ta struktura, ne bi rekel, da sem imel dileme, ampak kako jo zdaj preplesti, kako, tudi v enem trenutku, kdo bo zdaj prepovedoval te vse zgodbe, ne. Vedel sem, da hočem povedati vse te tri zgodbe, ne. Ampak tu iskanje prave strukture je pa v bistvu potekalo samo od začetka pisanja do konca, ne. To ves čas v bistvu, nekaj časa se ukvarjaš samo še strukturo, ne, premetavaš, pa bereš, pa greš skozi, ne. Poglavje, s katerim se knjiga začne, to leto 55, dolgo je bilo nekje v sredini, ne. To ni
To se mi zgodi že pri prejšnjem romanu, da se roman ne začne tam, kjer sem jaz začel s pisanjem. Ne. Enostavno iščeš, dokler ne najdeš pravo strukturo zgodbe, pravo ravnovesje med temi zgodbami, kako nekako, ker to pa je mogoče tudi izkušnja, malo grenka izkušnja snemanja filma Piran Pirano, kjer smo šele v montaži ugotovili, kako nehvaležno je skakati iz enega časa v drug, kako lahko to popolnoma vrže gledalca iz zgodbe, iz nekega emotivnega stanja, ki ga potem ne dobi več nazaj. Da v bistvu ves čas razmišljaš, kako zdaj to preplesti, da bo tisti, ki bere, lahko vseeno nemoteno potoval skozi čas, ne? Da ni to, da boš ravno nekaj zgradil, pa potem vse porušil in spet nekaj zgradil in spet vse porušil, ampak da se bo to nadgrajevalo, ne? Ker v tem je nek smisel. Ne? Zdaj, seveda tu si vedno subjektiven, ni absolutne resnice, ne? In pač gre samo za bolj ali manj uspešen poskus. Ne? Ampak nekako v enem trenutku se ti zdi, da to je to, ne? Da to pa zdaj nekako stoji. Ne? Se je zgodba zelo spretno, gladko, predvsem mehko teče, nič ne zmoti. Ne? Jaz sem kar padla v to tvojo figo in me je tako lepo spodnašalo. Je pa res, da si skozi v kontroli. Ne? Se mi zdi, da imaš veliko recimo poetičnih delov, kratkih poetičnih delov, nikoli se ne razpišeš na to temo. Ne? Tvoje stališča so zmeraj, stališča, o katerih govoriš, so zmeraj jasno, ampak način, kako je povezana, je pa zelo mehko in zelo spretno in zelo dobro teče ta tvoja zgodba. Ne vem, sem si predstavljala, da mogoče celo bolj, kot če bilo po kronološkem zaporedju. Ne? Imaš tako lepo, fino, knjižno montažo, ne? Če temu lahko tako rečem. En od kritik, oziroma en od zapisov je bil, da je to delo, ki govori o zrelosti, ki je delo zrelega avtorja. Ne? Ja, to ni ena kritika, kar nekaj ljudi je pač s to zrelostjo me napadalo. To ne veš, a je to lepša beseda, da si se postaral, kar malo sumam, moram reči. Tako kot figa dozori, ne, je sam še za pojest, pa za stran vrš, ne. Tako tudi ti, ne, ko je avtor dozorel, pol, sam še nekam na polico, pa ne čaka na kakšno nagrado za življenjsko delo, ne vem, kaj pa vem, to mi je sicer veliko povedalo o mojih prejšnjih delih, ki so bila očitno nezrela. Ampak ja, kaj pa vem, mogoče tudi iz pozicije Jadrana, pa moje, da sem si dopustil manj, da kot lik, Jadranov lik je manj naiven, kot sta bila oba moja prejšnja lika, ki sta bila Sveja, pač Marko Đorđić je star 17 let, in je Sveja popolnoma naiven, ne, pač nekim idealističen, neki pač čustven, ima neke svoje poglede, ki so seveda takšni, kot so. Ne. Medtem ko Vladan Borović je tudi popolnoma nezrel junak, ne, zato ker je pač skozi njegovo življenje pač bilo nujno, da nekako ostane nezrel, ne, da mu to življenje pusti dozoreti. On na koncu spozna, da Sveja on je otroči, ne, da se v bistvu ne zna pogovarjati o resnih stvareh. Ne. Pri Jadranu je pa v bistvu on, glavni junak, ki pripoveduje zgodbo, končno lik, ki v bistvu ne rabi biti, razen to, da je moški, in da je pač mlad moški, ki je po definiciji malo blesal, pa rabi čas, da neke stvari dojame, ne. Ampak ni potrebe, da bi bil na ta način naiven, otroči, nezrel. Ne. In, tako da lahko sem pač vso svojo zrelost temu liku podaril, ne, koliko sem imel. Ne. Nisem se rabil nazaj v tem pogledu držati. Ne. Verjetno sem pa tudi jaz kot avtor vsega greš skozi neke faze. Ne. Pač kakorkoli si ti isti avtor, je drug človek, ki je pisal Čefurje, en drug človek, ki je pisal Jugoslavijo, in spet tretji človek, ki je pisal Figo. Ne. Pač tudi ti greš skozi neke faze, tudi ti kot človek sigurno zvoriš, spoznavaš, postajaš v neke stvari
neke stvari v življenju sprejmeš, na čem se pač sprijazniš, ne, nekaj premisliš, do nekih spoznanj prideš in vstopiš v drugo obdobje, tudi življenjsko, ne, tako da sigurno, ne vem, ko sem pisal Čefurje, sem bil skoraj 10 let mlajši, ne, zato to sigurno je razlika, ne. Ampak mislim, da je bolj ključno v tem, kakšni so ti trije junaki, ne. Ker jaz moram reči, mislim, ne vem, če sem jaz toliko zelo dozorel, kolikor so bili v bistvu junaki, in pač, ko gre za prvo osebno pripoved in način, na katerega jaz pisam, še mi v bistvu dostikrat junaki veliko bolj definirajo sam slog in tudi samo zgodbo, kot pa, ne vem, neka moja zrelost ali pa nezrelost, tako da mogoče, ne upam si pomisliti, kaj bo z naslednjim junakom, ko bo pa že vojni veteran, mislim. Zakaj sem začela s tvojim delovnim življenjepisom? Ker vedno, ko sem ga zdaj prebirala, sem rekla, veliko je naredil, dobro je naredil, potem pa le grem pogledati, kdaj si ti rojen. Goran bo v soboto star 36 let. To se mi zdi pa fascinantno, ker se mi zdiš, seveda meni se zdiš mlad, in za ta leta se mi zdi, da si zelo veliko stvari naredil, oziroma veliko in dobrih stvari si naredil, pa tudi skoncentriran si bil, pisal si knjigo in iz nje si naredil film, iz nje je nastala predstava in tako naprej, ne. Tako da to, da si pri teh letih vse to napisal in naredil, se zdi meni fascinantno, zato sem jaz pravzaprav s tvojim življenjepisom začela, ne. Tako da o tej življenjski nagradi, veš, to se mi zdi, da še mogo še malo počakati. Ja, upam, no, mislim. Je pa nekaj, ko si že sam omenil, sem tudi mislila, ker sem do tega prijeti, nekaj skupnega tvojim junakom. Marsikaj jim je skupnega, poleg prostora, čeprav tukaj ta prostor nekdanjih republik ni tako zelo, recimo, pomemben kot v prvih dveh romanih, gre bolj tudi za nek duhovni, širši prostor, se mi zdi, ni to pomembno o geografskem smislu, ampak tvojim junakom so skupni odsotni očetje. In tudi Anja, to je punca od Jadrana, v romanu mu reče, če bom jaz zdaj to našla, sicer je to par kratkih stavkov, moški v tvojem svetu ne premorejo poguma, moški v tvojem svetu samo bežijo. In pravzaprav se vleče to v Čefurju, predvsem je to poudarjeno v Jugoslaviji, to so tihi, odsotni očetje. In tako je tudi v Figi, v primeru Jadrana. Njegov oče je Bosan, Safet se tudi vrne v Bosno, ne da bi komorkoli rekel, in ostane v Bosni. Ja, mislim, če napišeš roman o odhajanju, pol nekako ne moreš imeti prisotnega očeta, ne, to. Čeprav sem se hotel tej temi malo zavestno v tem romanu mogoče izogniti, ampak sem spoznal, da pač je pa ta zgodba o odhodu Safeta je na nek način tudi ena od začetnih idej za ta roman. Ta že pač, da brez tega ne gre, ne, brez njegove odsotnosti na nek način. Čeprav nisem hotel še ene zgodbe o odsotnosti očeta, ne. Pa se v Čefurjih očetje so doma, ne, ampak so bolj distancirani, tihi. Saj to, mislim, na nek način je ta odsotnost je lahko na različne načine in s tem se v bistvu tudi v tem romanu poigrava, ne, ker niso vsi očetje odsotni, ampak odsotnost kot taka je pa povsod nekje en del, ne, mislim, odigra svojo vlogo, ne. To je, mislim, ta odsotnost mi zdi, da mene vse kot zasleduje zdaj, veš, bi rabo enega psihiatra, ki bi odkril, pa ne, tudi mogoče toliko dobrega, ali bi hiter, po mojem pogledu, ki je problem, ali pa tudi ne, ampak včasih je dosta v bistvu neka bližina umanjka, pa da čutimo, da je nekdo odsoten, ne. Tudi jaz sam pri sebi čutim, kako sem dostikrat kot človek odsoten lahko, ne. Nekako imam to, se mi zdi, odsotnost vsem, ne. Ne gre za to, da so drugi odsotni, včasih si ti odsoten, pa se ti zdijo drugi odsotni, ne. Jaz imam dostikrat odtavam, ne, dostikrat nisem
v prostoru, ne, mislim, to pač pol sveja, super je, če si umetnik, pa to s tem pojasnjuješ, da si pač ustvariš vsele, pa glih z roman neki tuhtan, pa, a veš, mislim, ampak to je nekaj, kar je del mene, mislim, neke moje osebnosti, da pač dostkrat meni, ne, mislim, to pač opazijo tisti, ki so res dosti z mano, ne, pa so se verjetno malo navadili, včasih jih malo nervira, včasih se tudi oni tolažili, to je, zaradi tega pač služi. Ampak to je pač, to je tisto, kar nekako vsi mi na nek način bežimo, ne. Zdaj, eni pač fizično, eni pa samo v neke svoje svetove, ne. Se umikamo, malo umikamo, ne. Jaz fizično sem prisoten, dostikrat me pa sem pa nekje na drug način, nekje drugje, ne. Ampak, glej, vseeno, če malo, kot sva že oba omenila, težko se izognemo tvojim prejšnjim romanom, predvsem Jugoslaviji, recimo v smislu tega odsotnega očeta. Meni je Jugoslavija, moja dežela, pustila ogromno enih vprašanj, tako kot tisti junak stoji v očetovem grobu, v grobu odsotnega očeta, ki je pokopan pod drugim imenom, in si postavlja neskončno vprašanj, toliko sem si jih tudi jaz ob tvojem drugem romanu. Medtem ko v Figi ti vse na neki način zelo mehko povežeš, stvari se s časoma, ne da bi jih kdo, recimo odsotnega očeta, ne da bi kdo zelo odrezal vanj, se vrne, se razloži, si z mamo nekako poveš ta stvari, nekako uravnovešiš ves ta svet, vse te zmede, vse te prepade, ne povežeš jih na silo, ampak vsaj mene, ko sem to brala, si me zelo pomiril. Tudi vsemi temi, ki odidejo, ki umrejo, z vsemi temi neizrečenimi stvarmi, ki so med vsemi junaki, tudi, čeprav si veliko povedo, je zelo pomirjajoče. Veliko magičnih momentov imaš, ko se dva človeka, ki se ali dolgo nista videla, ali se nista pogovorila, se nekako prijeta skupaj, ne da bi bilo recimo patetično, posladkano, nič od tega. Ja, verjetno je Jugoslavija svet, kakršen je, Figa je pa tak, kakršen bi jaz želel, da bi bil. Mislim, ker moja izkušnja vojne, ne, in pač Jugoslavija je knjiga o vojni in pač je pač ta, ne, da na koncu ostane samo ogromno vprašanj in ogromno nerazrešenih stvari, ne. Figa ni romanov o vojni, ne, čeprav vojna je tu, ne, je roman o življenju in življenje traja vseeno na srečo malo dlje, kot traja vojne, čeprav tudi vojne včasih se nam zdi, da kar trajajo in v glavnem trajajo samo na različne načine, ne, ostanejo del, ne, sej preden uspemo končati eno, se že nova začne, ampak v življenju pa obstaja, saj zame upanje, da se nekako stvari vse speljejo na tak ali drugačen način, razčistijo, razjasnijo, da ljudje nekako drug drugemu vse pogledajo vsaj v oči, ne, če že nimamo teh velikih dialogov, kjer se vse napake priznajo in se vsi pokesajo in obljubijo, da se bojo spremenili, ne, to sicer ne verjamem, ampak nekako se mi pa zdi, da pač čas nekako vse pač nekam nas pripelje, no, da nek krog pa vsem se naredi, ne, in to pač seja pač na nek način je Figa tudi iz te želje postaviti, da tudi ta krog se zgodi, ne, tudi če mogoče ni čist resničen, ne, če je malo dodelan pa predelan pa narejen polepšan, ne, ampak da nekje vsi težimo, da bi se to zgodilo in da na koncu se dostikrat tudi zgodi, ne. Vojna pač je pa ta, ki dejansko razsuje, ne, in zato smo tudi to v bistvu gre kontra življenju, ne, ker v bistvu razreši, razdira, ne, in potem še toliko več časa potrebuješ, če sploh, da v bistvu, Da se sestaviš. da se vse sestavi, ne,
Tako da mi, ki pač smo, ne vem, nimamo zdaj te osebne izkušnje vojne, na ta način imamo to pač vsaj upanje, da se bo vse naše zgodbe na koncu nekako sestavile ali pa da se sploh ne bodo na nek način razdrle. Ne? Figa, se pravi, govori o vseh teh ljudeh, govori o... ima svojega protagonista, ki to zgodbo pripoveduje. Ampak meni se po eni strani zdi, da je protagonist romana čas, po drugi strani se mi to zdi knjiga o ljubezni. In ti tudi nekje praviš, v teh tvojih kratkih izjavah praviš, vedno je vse iz ljubezni, le ljubezni ni iz ljubezni. Ja, pa se ti pa tako zapiše, pa moš pa razlagati. Tako dobro se sliša, ko sem upal, da noben ne bo nič vprašal. Mislim, ta misel me nekako skozi ta replika se nekje porodila vmes, pa potem v enem trenutku je že bila zapisana, pa sem jo zbrisal, pa sem jo spet, kaj da bi iskal pravo mesto nekje. To, da ljubezen ni samo iz ljubezni. Ne? Da marsikaj se da pojasniti z ljubeznijo, ampak ljubezni se ne da pojasniti samo z ljubeznijo, ne? Ker je mešanica vsega. Ne? To nekako vodilo, se mi zdi, nisem eno od vodil tega romana. Jaz sem hotel napisati roman o ljubezni, o odnosih. Seveda pač, ko pri nas pišeš o ljubezni, pač ne moš ne da bi pisal o vseh, o vojnah, o razpadih držav, ne. Pač vedno nek čas, ne, pač na nek način udre v te intimne odnose, v ljubezen, jo tudi brutalno prekine, jo zaznamuje na tak ali drugačen način, odigra pač svojo vlogo, ne. Mi pač zelo težko se pri nas eno življenje odvije, ne, da bi bilo zaznamovano z velikimi nekimi zgodovinskimi dogodki, ne. Verjetno 10 let nazaj, če bi vas vprašali, kaj bo, ne vem, 2016 bi vse rekla, ali pa 2025, ja, lahko bomo živeli v Evropi mirno, lepo se bomo imeli, ne. Danes že, ne vem, če smo tako zihar, ne, zdaj, tamle bo Trump, tam bo Velika Britanija se bo odcepla, ne, mislim, pa bo že kakšna veselica, ne, pa že tako je dosti veselo, ne. In enostavno pač se zdi, da nadaljujemo to tradicijo tega nemirnega, razpadajočega sveta, v katerem čas neprestano igra vlogo. Ne? In to nekako te vedno odvrne od tega, da bi pisal o ljubezni, ne? Da pač vedno so neke velike teme. Ne? Tudi nekako tako, dostikrat tudi pri filmu ali pa tudi v literaturi vedno rečejo, da pač avtorji malih literatur ali pa malih kinematografij nimajo privilegija, da bi delali filme o ljubezni, ker to delajo že Francozi, ne. Pa ne, in da pač Francozi ne rabijo Slovencev, da jim pač pripovedujejo ljubezni, to znajo sami, ne. Od nas pričakuje, da pripovedujemo o tranziciji, o prehodu iz socializma v kapitalizem, o pač vojnih zločinih in tako naprej, ne, ker pač to seveda tega oni ne zmorejo sami, ne. In nekako v enem trenutku si rečeš, mislim, jebeš Francoze, ne. Ja bom pisal, o čem bom jaz hotel, ne. In si rečeš, pisal bom o ljubezni, o tistem, kar me trenutno najbolj nekje zanima in kar se mi zdi, da veliko bolj poznam kot pa vojne zločine, ne. Da vsaj malo več izkušenj imam s tem. Pa veliko bolj se da uživati, ko pišeš o ljubezni, kot ko pišeš o vojnih zločincih. In moram reči, da pri tem romanu Mislim Jugoslavijo sem pisal manj časa in dejansko je bilo kar težko ene stvari spisati. Ne. Je bila taka, mislim, po en sem čutil, da moram to temo spraviti iz sebe, ampak sem v bistvu eno tako mi čakal, da mi nekaj spišem, da gre ven. Ne. Pri Figi pa enostavno nisem imel težav živeti s temi liki. Ravno zaradi tega, ker je bila tema v bistvu naziv vsega vse
neka druga, nekaj, kar mi je bilo blizu in s čemer se da živeti. Enostavno pač to se mi zdi tisto, kar je edino prav, ko pišeš literaturo, ne, da pa edino možno, ne, mislim, ne gre pisati po naročilu, ne gre pisati, ne moreš pisati o tranziciji zato, ker bi mogoče bilo pa to. No compromises. Ja, no compromises. Ne, mislim, ker pač pišeš knjigo 2 leti, no, mislim, in veš, da ne boš z njo ne vem koliko zaslužil, ne, mislim, veš, da ne boš, ne vem, od tega živel, in lahko jo pišeš samo iz neke notranje potrebe. Iz notranje potrebe pa lahko pišeš samo tisto, kar čutiš, ne, kar, v bistvu, kar si želiš pisati, ne. Ker to, mislim, pišeš 2 leti, sestavljaš še več, mislim, to je res delo, ki traja, ne, in enostavno mislim, da sploh ni toliko izbire, o čem boš pisal. Mislim, jaz to skozi govorim, zdaj se pa odločil tako pa tako, ampak mislim, da enostavno pride in nekaj v tebi ti reče, zdaj naslednji roman bo pa o tem, ne. Nekaj te pokliče. Nekaj, ja, nekaj reče. Ker v knjigi je velikrat omenjen Bog. Ja. In velikrat je omenjen, zakaj sploh verjeti vanga. Mislim, dostikrat se z njim ukvarjajo junaki in hkrati ne verjamejo vanga. Bi se reklo, preklinjajo zaradi tega, ker vanga ne verjamejo, ne. Poleg tega je figa polna zgodb, polna mehkih zgodb teh naših junakov. Noč so razmišljanja o branju, o knjigah, o spominu, o smrti, o žalovanju. Ja. Kakšen odlomek, ki bi ga prebral še? Ne, imaš ti še kakšnega tazga? Kako mi so označeno, to mi lahko smo kle 3 dni, pa to beremo, ne? Ampak knjiga je tvoja. Jaz mislim, da si fajn zbrala, ti prvi pa daj še enega, no, mislim. No, kateri pa če ne? Ti si bolj sveža, jaz to že par mesecev nisem bral. Ja, meni so smrtence en tak fenomen, ne, mislim, ker pač moj oče pač gledal smrtence, ne gleda jih samo v delu, ampak zdaj, ker je internet, to lahko gledaš tudi smrtence v Oslobođenju, pa v Sarajevskem, pa spremljaš tako, kako ljudje umirajo po večjih koncih sveta, ne. In to, kot sem bil mlajši, mislim, je bilo to pač smešno, ne. V Čefuri Raus sem pač vključil noter je omenjena ta oddaja, ki je na lokalni televiziji bosanski, te visoko, ki se reče Sječanje, ne, kjer v bistvu je TV program, tako kar prime time na lokalni televiziji, kjer so samo smrtence. V čisti tišini in potem ljudje sedijo in gledajo, vidiš, ta je umrl, pa je že 2 leti, ne. Pol letaš starejši, bolj zrel, karkoli, ne, in v bistvu začneš razpremišljati o teh smrtencah, ne. Kaj to ljudem v bistvu, ko pridejo določene leta, pač pomeni, ne, in ugotoviš, da si v bistvu začnejo sestavljati svojo zgodbo, da si na ta način obujajo neke spomine, da si v bistvu obujajo tudi neka čustva, da sami sebe preko tega prebujajo, ne, za nekom, se jih nekaj dotakne, da to je neki, da so to neki držljaji, ne, mislim, tem ljudem, skratka, da najdejo neko ime, ki jim nekaj pomeni, ker tudi jaz zadnja leta tako vsem, prej nisem nikoli se ustavil, zdaj pa ustavim, pa pogledam tista imena, pa vidim, če koga poznam, ne, mislim, kar avtomatsko tako narediš, ne, in se mi je zdelo, da v bistvu, da na ta način mogoče en junak je potlačil v svoje življenje, mislim, do neke točke in potem šel in prekinil z vsem, da ga lahko pa te smrtence v bistvu počasi vrnejo, ne, da ga v bistvu budijo eno čustvo, spomin za spominom, čustvo, ne, in ta Safec si v bistvu predolg je namreč ta odlomek, da bi ga zdaj brali, se mi zdi, ampak si se o smrti, mislim, da bo lepše, če si ga sami preberete, ampak mislim, o smrtencu, on si naroča iz Ljubljane preko Zagreba, delo. Začne se pa s Stanetom Dolancem, s tem, ko prebere, da je Stanet Dolanc. Ja, on prebere, slučajno nekdo pozabi na avtobusu čez en izvod dela, nek potnik v Bosno, nek gastarbeiter, ne, je imel sabo delo, ne, in pozabi na avtobusu in nekdo, ki ve, da je Safet iz Ljubljane, prije pa reče, da ti boš to razumel, evo pa preber. In pač on vidi, da je umrl Stane Dolanc, ne, in se spomni enega anekdote, ga to nekako neki
v njemu oživi, ne, ko sliši to ime in mu ni jasno in potem seveda bi rad še, da vidi, kaj je s tem, ne, in se nekako zmeni z enim svojim sosedom, ki dela v Zagrebu, da tam, če lahko mu vsak teden, ko pride v Bosno, prinese, ker pač v Zagrebu se v neki trafiki se da dobiti delo, če mu lahko prinese vsak 7 številk in on potem vsako soboto pregleduje te in vsake toliko pride novo ime. In se počasi sestavlja, potem mu ni jasno, kaj se dogaja. Ne. Samo pač ne more brez, ne. Vedno rabi neko ime, ko mu je neki, ko ga pozna. In na koncu v bistvu šele potem, ko že misli, da je znorel, da se mu je zmešal, da mislim, da je postal čudak, ki ga rajcajo smrtance, mislim, v bistvu ugotovi, da se mu življenje sestavlja, da se on sam sestavlja, ne, iz te otopelosti, ki jo je pač prinesla vojna in razpad njegovega sveta, ne, da so v bistvu ga preko teh osmrtnic in ko se mu končno vse sestavi, ko umre tudi dedek Aleksandar in se mu s tem v bistvu cel njegov družinski spomin, ko on najde osmrtnico skratka svojega tasta in se mu preko tem tudi, ja, on spet sestavljen na nek način srečen človek. Ne. On v bistvu zaživi, ponovno po vseh teh letih otopelosti zaživi. In kljub temu, da še vedno je sam, da nekako in daleč stran vse, ampak nekako zgleda srečen. Ne. Jadranu se zdi, in Jadran mislim, da takrat vpraša, a ti je lahko žal srečnega človeka, ne, ko ga gleda, ne, ker je v bistvu, hkrati ti ga je žal, ne, v bistvu je pa gleda srečen, zadovoljen. Ne. Tako da v tem smislu to se mi je zdelo, pač ta zgodba s temi osmrtnicami se mi je zdela pač na en tak lep, odbit način povedana zgodba o temu sestavljanju, o katerem je bilo že marsikaj napisano, ne, na koncu koncev. Pred kratkim je tu izšel roman Faruka Šehića, knjiga Uni, ki tudi o tem govori, po tej otopelosti, kako se človek, veteran vojne v Bosni počasi sestavlja, ne, kako počasi začuti. Ne. In meni se je zdelo to, pač, to je preko ene zgodbe, ne, ki v bistvu lahko na momente sve lahko tudi se je komična s temi osmrtnicami in vsem tem čudaštvom povezano z njimi, ampak na koncu pač lahko neka zelo lepa zgodba o neki ljubezni. Ne. Res je, ja, in človek prav pospravlja v življenje. Spomnim se tudi enega drobnega stavka iz romana, kjer je napisano, rad bi začutil njun nemir. Ne. Zdaj, medva se ne poznava prav zelo dobro, ne, pa tudi dolg, ne, ampak jaz te vedno doživljam kot zelo mirnega, zbranega, zenovskega človeka in si rečem, on bi rad začutil njun nemir, pa si mislim, kaj pa Gorana spravlja v nemir? Marsikaj. Vozniki, ki ne dajo žmigavcev. 3. program RTV Slovenija. Jaz, ja, bom rekel, se strinjam, sem dosti miren človek. Ni me lahko sprovocirati. Se me da, ne, razen če gledam fuzbal ali pa košarko, pa je treba se umakniti stran od mene, ne, tam znam biti kar besen. Zen popusti, ne, tam si v bistvu dopustim, da popusti, ne, lahko se seveda spravim tudi v stanje, ko ne popusti, ne, ampak to potem nima smisla, ne, ampak jaz mislim, da pač nemir, tudi v meni je sigurno nek nemir, ne, samo se kaže, manifestira, je pa zelo kontroliran, ker sem jaz pač nekako kontroliran, zelo racionalen človek, ne, ampak jaz mislim, da vsi imamo ta nek nemir, ki ga na ta način krotimo, ne. Je pa res, da pač eni ga zelo slabo krotijo in potem vsi zelo zlahka začutimo njihov nemir, ne. Jaz imam tudi v družini take, ki so zelo radi nemirni, na zelo viden in zelo glasen način, ne. Tako da, jaz moram reči, da moj nemir je pa res tak tih, ne, mislim, skoraj večno prisoten, ampak dosti tih, ne. Jaz pač, ne vem,
Jaz imam rad mer, ampak verjetno zraven zato, ker pač ga rabam, ne, jaz tudi delam rad v meru, so režiserji ali pa tudi, ki, ne vem, radi delajo malo kaosu, ne, pa potem malo sami ustvarjajo nek kaos, ne, meni jaz ne funkcioniram v kaosu, jaz rabim mer, ne, jaz ko v nemirnih situacijah ne funkcioniram najboljš, ne, in mi ne paše, ni to moje delovno okolje, tako da v bistvu tudi potem pač zavestno, tudi če je nek nemir, tudi če je neko razburjenje, neka nervoza, ne, tudi v tem skušam najprej pomiriti to, da lahko stvari zafunkcionirajo naprej, ne. Tako da imam včasih težave s tem, ne, tudi ker nisem tako zlahka vnetljiv, ne, in pol, ne vem, se včasih moja žena pred mano razburi, če tam nekdo nas zaparkira, ne, sparabam ne nekaj časa, ne, ampak to se že konča in pol prideva domov in reče, zakaj nisi bil jezen? Se reče, lej, zdaj sem jezen, zdaj nič ne pomaga, jaz ne moram, jaz nisem na gumb, sramim, da me nekaj razjezi, ne. To je nek obrambni mehanizem, veš, to, veš, zaradi tega lahko gledam tudi televizijo, tudi včasih RTV Slovenija, veš. Z nekaj ljudmi sem se pogovarjal, s katerimi si delal pri različnih projektih in nekako so vsi navdušeni nad tabo, radi te imajo, radi s tabo sodelujejo. Pravi, da znaš poslušati, da znaš tudi spremeniti kakšno stvar, da imaš zelo rad igralce, da dobro z njimi delaš. Skratka, ne bom govorila, kdo in kaj je rekel, ampak ljudje bi zate tudi zastonj delali. Zato, ker ustvarjaš... Ne se to lahko meni rečeš, sem ne mogel producentu povedati. Ustvarjaš očitno tako vzdušje, tudi tisto malo, kar sem imela na televiziji sodelovala, se spomnim, ko sem bil režiser prispevkov, to je vse gladko teklo, vse je bilo dogovorjeno, nobenih trend, tako lepo in gladko je šlo, kot gre lepo in gladko figa, ne. Tako vsi te v tem smislu tudi pohvalijo, ne. Da imaš spoštovanje, da upoštevaš ljudi, da ne težiš, da narediš fajn vzdušje. Jaz imam, zato ker imam jaz rad to fajn vzdušje, no, pač jaz rad, ne, pač po naravi sem verjetno dosti prijazen človek, nisem nekak, in imam rad nekako z ljudmi neko normalno komunikacijo, tudi sploh če z njimi delam, ne, da prideš nekam na nek set in zdaj boš tam z nekom preživel nekaj časa, ne, in nimaš, ne vem, milijonske pogodbe, skratka, večino teh stvari delaš zato, ker pač uživaš, ne, zato, ker to rad delaš, ne, in zakaj bi si v bistvu to izkušnjo tega pokvaril s tem, da v bistvu se polem neko napetostjo, nervozo, spori. Jaz se enostavno dam, predvsem z ljudmi, ki delajo na filmu, ne, pa tudi na televiziji, čeprav tam je že malo težje zaradi drugih zunanjih, od režiserja neodvisnih okoliščin. Predvsem na filmu ljudje, ki delajo to z veseljem, ne. Delajo to zato, ker jim je film všeč, so predani, so pripravljeni res ga rad, ne. Mislim, oni dostikrat delajo tudi z veliko hujšimi režiserji, pa delajo zastonj, ne. Ker imajo radi film in enostavno nisem nikoli začutil potrebe, da bi mogel nekoga nekje pripravljati do nečesa tako, da ne vem, da bi ga nahrul ali pa da bi se skregal z njim ali pa da bi ga nekje zmanipuliral, nekako se da zelo na lep način v bistvu z večino zmeniti. Jaz uživam, če je dobro vzdušje, jaz uživam, mislim, da se to pol prenaša na film, ne. Vem, da so pač režiserji in so vrhunski režiserji, ki v bistvu ustvarjajo neko napetost, potem, da se prenese napetost v igralce, da se to prenese na platno, da to potem neka ta napetost potem tudi deluje, ne, in, ampak to verjetno vsak režiser izhaja iz svojega karakterja, ne. In jaz sem pač tak, verjetno karakter, ki je zelo nekonflikten, ne, in zelo težko grem kontra temu, ne, mislim, jaz sem rad, da se ljudje normalno pogovarjajo, zastopijo, da se imamo fino, ne, in se mi zdi, da potem iz tega lahko nekaj rata, ne. To se mi zdi, da se da nadzirati, ne. Potem se da komunicirati, ne. Ko enkrat ne verjamem, da če bi pa zdaj vzpostavil neko vzdušje trajnostnega konflikta, da bi sploh znal to nadzirati in nekam usmerjati, ne, da potem bi se stvar začela dogajati sama od sebe verjetno, ne, ker
So pa ljudje, ki so vrhunski ravno v tem, ne. Na koncu, ko pač je film odzunaj, pač vse to, kako je bil režiser z ekipo, nobenega ne zanima, ne. Gledalce pa še najmanj, ne. Mislim, briga nas, ne, mislim. En moj najljubših režiserjev je turški režiser Nuri Bilge Ceylan, ne. Nič manj ljub režiser mi ni, odkar vem, da je totalen kreten in da izkorišča svojo ekipo, da ne plača niti bure, ker tam zraven pa je milijonar, ne. Ampak mislim, da bomo prišli do prečevanja s prvim. Ne, pa sem se povedal, to je zrelost. Aha. Kurenova. Kako dela z ljudmi. Pa sem spomnila, Alenka mi je tudi povedala, da je bila audicija za Čefore, da je prišlo zelo veliko ljudi za film in da so vsi govorili, to je moja zgodba, to bom jaz igral, to jaz poznam, ti veš mene in tako, ne. Da si imel zelo veliko teh, da si pravzaprav res detektiral življenja mnogih ljudi, ne. Ja, mislim, bilo je sicer vse sorte ljudi, ne. In jaz moram reči, da ene sem takoj vedel, te so recimo resni kandidati. Je bilo pa tako, da so ljudje zelo različno nastopajo v teh vlogah, ne. In da recimo eden, ki je na koncu se izkazal za mogoče največje odkritje tega filma, ne, Jernej Kogovšek, ki je potem tako odigral še eno vlogo v filmu Drevo, pa potem še eno v enem mladinskem filmu, skratka, dobil Viktorja za nov obraz, ali ne vem zakaj. Da njega smo on se nam je pa skoraj zmuznil, ne? Ker je to res, te audicije so tako v bistvu zapleteno, mislim, tako težko delo, da ti, ker pač eni pridejo in so samozavestni in takoj dajo vse od sebe in točno vidiš, tako imaš opravka. Drugi pridejo pa ne veš, a je to nervoza ali so pač taki, mislim, eni pridejo pa pač sami ne predvsem ne vejo, je prav, da so prišli, a je to, a bi zdaj oni nekaj dali, ne. In tukaj je včasih zelo težko videti. In pri njemu sem bil že, ko sem pregledoval material, že tako, pa lej, ta super zgleda, pa nekaj je na njem, ne, se ni nič, ne. Po prvem, že po sem rekel, dobro, dajmo še tega zraven, ne. In pol v drugi rundi je bil najboljši, v tretji je bil pa sploh, mislim, izkazal za genija, ne. Ampak on pol je priznal, da pa sploh ni vedel, a bi ali ne bi, pa nekako do zadnjega, pa že prišel je tako, pa je rekel, dobro, ajde, zdaj, ker sem že kle, pa bom to delal, ampak se bi itak nove vzel. Tako da, tukaj res, to je res včasih več sreče kot pameti imaš, no, mislim, lahko zdaj, zakaj si tega ali pa onega izbral, mislim, to je, vem, zelo težko je, no, mislim, ti kao nekaj v glavi imaš, neki kriterij, ampak to je, pol je vse tako nek občutek, ki mu pač moraš na koncu zaupati, ne, vse pri vseh igralcih je tako, ne. Moram reči, mislim, vsaj meni se zdi, da sem imel dosti srečo pri tem, no, da sem z igralci, s katerimi sem delal, zelo zadovoljen, ne. Tudi, če so imeli kdaj kakšno krizo, ko so delali z mano, ne, pa mogoče niso mogoče dali tega, česar jaz vem, da so sposobni, ampak mislim, da to je neka, mislim, tukaj res nimaš nekih napotkov, ne moreš se tega naučiti, kako zbrati pravega igralca, ne, kako doseči tisto, kar ti misliš, da ne, bi film rabo, ne. Kako je bilo delati z zvezdama, Mustafom Madarevićem v Piranu in potem v Čefurih, vedno pozabim ta njegov dolg priimek človeka, ki je bil tudi ministr za kulturo. Hadži Hafizbegović, mislim. To ne znam nikoli izgovoriti. Ja, lej. Veš, njemu verjetno tudi ta tvoj Jež Furlan, veš, to Dobro, ne bo se on z mano v življenju ukvarjal, jaz ga pa gledam. Jedrt Jež Furlan, veš, mislim, da bi reči, zakaj je to bolj preprosto, kot Hadži Hafizbegović. Njegov je saj zelo logičen, ne, njegov je Hadžija, ki je šel, ki je postal Hafiz, pa Beg je bil, ne, veš, mislim. Na Hadži je šel, pa učen je bil, cel Koran je znal, pa še zemljo je imel, ki je bil Beg, ne, mislim, vse je logično, ne. Celo zgodbo ti pove o njegovi familiji, ne. En Orange Trever je bil tam. Ne, Emir je,
pač Emir pa Mustafa sta od dve legendi, ki sta pa popolnoma različna človeka za delati. Medtem ko je Mustafa čeprav zdaj Mustafa pa je tudi zelo težava. Mene so opozarjali, pa sem enkrat vprašal Mustafa, što so meni govorili, da ti moraš biti neugoden. Pa rekel, pa mogu ja biti. Samo kad vidim, da ne treba, onda nisem. In Mustafa je bil krasen, plus to, da sta z Borisom stara prijatelja in sta tukaj zelo oba uživala. In moram reči, da tukaj je bilo res užitek delati z njim in pogovarjati na vaj in vse. On je res z užitkom to delo. Emir je že z drugega vica. Emir je pač, mislim, da je pač on primer človeka, ki ima eno ogromno črnino v sebi, neke svoje nevroze, psihoze, tudi bi rekel neke travme, ki pa jih zna kanalizirati v umetnost, ki jih v bistvu, iz katerih on potem ustvarja, je pač umetnost, ki je neverjetno prepričljiva in močna in sugestivna in seveda pa je v tem svoje glav, mislim, včasih je to res težko premakniti, on je zelo nesistematičen, on je pač vidi vlogo, čuti, kako je to treba narediti in potem mu sveda moraš razlagati, da sveda to, kar je ravno kar izgovoril, nima nobenega smisla in da cel film postavlja pod vprašanje, ker sveda se to dobro sliši, pa on je vrhunski, ko to izgovori, pa zabavno, ampak potem druga scena, ki sledi, te sploh nima smisla. In da mora pač, da nažalost moramo to ponoviti in mora on to drugače povedati. In to seveda traja, prej to on sprejme, ker je seveda 3 zjutraj in on njemu se zdi, da je naredil vrhunsko in da gremo live domov spat. Tako da on, to je pač neka druga izkušnja, ampak na koncu se tudi s takim pač vsi te ljudje radi naredijo dober in to, v tem, kar delajo, uživajo. In če vzpostaviš nek stik in pač ponovadi, če si vzameš dovolj časa s človekom, zdaj, ko prej najdeš nek skupen jezik, se da pač. Mogoče je včasih malo več živcev, pa včasih traja, ampak tako pri Emirju, kot pri Mustafi veš, zakaj traja, pa tudi pri mnogih drugih igralcih, mislim. Je pa res, da ja, tukaj to mogoče pri slovenskih igralcih, tega nismo vajeni, slovenski igralci so blazno disciplinirani, Oni so res, v tem teatru so jih tako zdresirali, ker so te režiserji taki bogovi tam v teatru, da v bistvu tako, kot so rekel režiser, boš naredil, pa tudi, če boš mogel Hamletov monolog povedati, tako da stojo na glavi delaš, mislim. To je pač logično, tako. In so res, kot rečeš, tudi če to Jernej Šugman, tako se zmeniš in on bo to tako naredil. Tudi če bo njemu, mogoče se to zdaj popolnoma idiotsko, ampak tako za film je pač tako treba. Bosanski igralci se pač nimajo nekega takega mnenja o režiserjih, da so res tako pametni, da res vejo, kaj je treba narediti. Zato je pač vse stvar debate. Od scenografije, kostumografije, do dialoga, do scenariju, in tako naprej. Tako da tukaj je pač neprestano prepričevanje. Mislim. Kar je pa v bistvu za režisera na koncu tudi zna biti koristno, ker te skozi preizprašuje. Skozi v bistvu moraš ti nekomu dokazovati, da je to tako, kot si napisal prav, tako, kot si zamislil prav. In včasih ugotoviš, da v bistvu pa nimaš želih dobrih argumentov, da mogoče pa ima ta človek. To je, če mogoče če koga zanima res izkušnja o igralcih, je en vrhunsko duhovit tekst napisal vrhunsko duhoviti Ante Tomić, ki je imel izkušnje s Karavlo s tem istim Emirjem Hadžihafiz-Begovićem, ki je potem to svojo scenaristično travmo, ki je pač kot scenarist, ker niti ni bil ta človek, ki je potem mogel argumentirati svoj scenarij direkt igralcem. Je pa to vse odpisal in je bil to, če boste, po moje, če greste na stran od Karavle, ki pač verjetno še vedno obstaja, se dobro pred leti, gor je bil pač ta tekst, od Ante Tomića o izkušnji z igralci, ki je pač razlagal, da pač igralec zgleda tako, da pride vse tisto, kar si ti napisal, reče, da je to vse genialno, ampak on ima potem 3500 svojih predlogov, kako bi se to izboljšalo. In da seveda pač Rajko Grlić in on sta na 3496 uspela jih odgovoriti z ne,
da lahko pa zdaj te resirani grejo z njim gledati karavlo in bo ukazal tiste 4 momente, kjer sta Sergej Trifunović pa Emir Hadži Hafizbegović uspela nekaj svojega dodati in da je pripravljen priznati, da to res ni njegov tekst, ampak je Emirjev. Še 2 vprašanci imam jaz, če smehni. Nekaj pisati roman, kar si jaz ne znam niti predstavljati, nekaj pa pisati tedensko kolumno, kar je pa najbrž tudi težko. Ne? Po mojem se ti zelo prepraviš, a imaš vnaprej narejene teme ali kaj takega. Ne delaš, bi rekla, pa na vdihu ali pa na paniko deadline. Ne, na paniko jaz res ne funkcioniram. Tako da se sploh ne vem, če sem kdaj pisal res ti zadnji moment. No, jaz vedno malo naprej pišem. To se tudi oddajam, recimo kolumne tork sredo. Ne? Tako da jaz nikoli nisem vprašal, kdaj je res zadnji moment. Ne? Sploh hočem vedeti, dokdaj imam tisto. Sploh se ne želim pripeljati v to situacijo. Ne? Tako da prej sem imel ta luksus, da sem se včasih lahko sedel, pa malo tuhtu, kaj bi pa zdaj pisal, pa danes mi ne gre, bom jutri. Zdaj v mojem novem življenju, v katerem nastopata tu 2 otroka, tega luksusa nimam. Skratka, jaz, ko imam tisto uro časa, moram točno vedeti, kaj bom pisal, skratka, moram imeti že stvar premišljeno, temo določeno, tudi način pisanja, potem lahko v tisti uri nekaj naredim. Drugače lahko šla tudi ura min, ne da sem začel pisati. Skratka, me to nekako še bolj prisililo to, da napišem. Je pa res, da pri teh kolumnah jaz vsa ta leta držim predvsem zato, ker verjetno nisem čist klasičen kolumnist, ker dosti v bistvu teh kolumn je prej pisateljskih kot pa novinarskih. Pač so neke zgodbe, pa je dosti neka satira, pa je mogoče glosa. Mislim, to so oblike, ki jih jaz pač preizkušam, bolj redko je to, mislim, mogoče neke so tudi mogoče bolj esejistične, bolj redko je to tista kolumna, no, o tem si pa jaz mislim to, pa to, pa to, pa to. Tega, česar je saj po mojem mnenju zdaj ogromno, oziroma celo preveč. Kolumna je zdaj kar nekako vratala, redno ne, meni se zdi, da so vsi blogeri, ali kolumnisti medijev je ogromno in nekako vsi so pripravljeni kolumne pisati, verjetno tudi za zelo nizke honorarje, skratka, to je nekako tudi potem brano, ker seveda vsi zelo radi preberemo koga, s katerim se strinjamo in če je to paleta ogromno piscev, bomo hitro našli 2, 3, ali pa tudi ta, ki nas bo ziritiral, kar je tudi lahko zelo zabavno in tega ogromno. In jaz moram reči, če bi mogel samo take kolumne pisati, skratka, da bi jaz vsak teden bralcem razlagal, jaz si pa o tej temi mislim to, pa to, pa to, da verjetno bi že zdavni odnehal. Da me v bistvu, če tudi seveda to pišem, ampak da me v bistvu bolj veseli poskusiti o neki temi, nekaj napisati na malce drugačen način. Se poigrati s kakšno temo, dodati neko zgodbo, mislim, tudi včasih. Tako da sem imel že kolumne, ki so bile v rimah, mislim, kolumne, ki so bile basni, kolumne, ki so bile vse, mislim, vse živo, mislim, take, da so me citirali zelo novinarji radia Ognjišče, ne vedoč, da se zafrkavam. Skratka, igram se s formo, je pa res, da včasih ravno to igranje s formo zahteva več časa, več priprav, da razvijaš neko idejo. Nekako najlažje, ampak tudi najbolj duhomorno je seveda pač reči, ok, imamo temo, ne vem, Velike Britanije, ki se bo odcepila, ok, kaj bo, mislim, in napisati kolumno, kaj si misliš o tem. Evo, za moje zadnje vprašanje. Iz Čefurjo je nastala, je poleg romana nastala predstava, film, iz Jugoslavije je nastala... Marjan Zlobec me je nagovarjal, da napišem libreto za opero, ampak ga nisem. Goran, kako si mu lahko rekel ne? Ne, sem rekel, da bom, sam nisem jaz pisal. A bo Figa samo roman? Ja, upam, da. A bo iz Jugoslavije kdaj nastala nadaljevanka, o kateri si nekoč govoril? Dvomim, ne. Glede na naše produkcijske zmožnosti, saj jaz nimam te želje, da bi se s tem ukvarjal. Mislim, to pomeni tok in tok
let tvojega življenja, ki ga jaz enostavno nisem več pripravljen investirati. Mislim, pisanje romana ti omogoča, da tvoje življenje nemoteno teče naprej. Ne? Ustvarjanje filma, še posebej pa nadaljevanke, pa pomeni, da ti svoje življenje prekineš, greš posnet nadaljevanko, se imaš sicer lahko takrat super, ne? In se potem nekako probaš vrniti nazaj v svoje življenje. In ne vem, če sem jaz pripravljen na to odrekanje. Je pa res, da je pač to na voljo zdaj mogoče nekomu drugemu, če je kdo dovolj nor, ne, ljudi, ki so nori, je bilo vedno dost, sploh na filmskem področju, skratka, če kdo vidi v tem kakšen svoj film, evo, prosto naj si izberejo odlomek, 2, 3, cel roman zaradi mene. Goran, najlepša hvala, da si prišel in najlepša hvala za Figo. Hvala vam, da ste prišli in jaz še posebej lepo prosim fante in gospode, da preberejo Figo. Za ostale vem, da boste, ampak to si pa res želim, da jo moški berejo. Veseli 3 so danes z nami, ne? In ostanite še naprej z nami.